Jaz sem Ula, tole pa je vaša nova oddaja, ki smo ji dali ime Ula Hop. Gledali boste lahko vsak prvi torek v mesecu. Sestavljena bo iz dveh delov. Prvi, ki ga bomo posvetili takim nevsakdanjim športom in poskusili povabiti čim več zanimivih gostov, in pa drug, v katerem bomo govorili o živalih. No, današnja tema bo snowboard. Zanj ste verjetno že vsi slišali, nekateri tudi probali, kako pa to praktično izgleda, pa bi prosila, da si kar pogledamo. Lep pozdravček s Koble. Tukaj je 5. tekmovanje za Ballantynes Grand Prix v snowboardanju. Tekmovalci se bodo pomerili v veleslalomu in ker so meni zelo ljubeznivi organizatorji dovolili, da se kot predtekmovalka spustim po progi, vam moram povedati, da je proga super. Pripravljena je super, ledena ni nič, sicer je malo zaprta, ampak po mojem bodo tekmovalci zadovoljni. Kar se mene tiče, danes je tukaj vreme super. Res pa je, da malo piha in da če se ljudje za sneg ne znajo primerno obleči in predvsem obuti, ne, sej, a ste že kdaj videli koga, ki gre v supergah na sneg? Potem jasno, da jih zebe, ne? No, meni to ne pride do živega, ker veste, da imamo super materiale. Ker smo ravno tukaj, bomo tudi poskušali dobiti koga od borderjev in direktno prenašati tekmo samo za Medvoško televizijo. Ti ne boš vozil v drugi vožnji, ampak kako se ti je zdela prva? Ja, v redu je bila. V redu. Proga je bila fajn? Ja, malo napak, ampak je šlo. Če ne, zadovoljce, trener Vestima oziroma pomagač pri ultrašportu. Nam se postavilo proga, je tako? Ne, ni tako. Postavila je cele gospodične tam negor, ki bo cele dol prišla. Jaz sem samo nadzornik, supervisor, mi temu rečemo, da tisto progo postavil, pa je za njemu še pokontrolirati, če je slučajno kaj zgrešil, da ni kakšne do takih napak ne pride, da se ne bi kakšno kaj naredili, da ne bi kakšne nesreče pa tak. Kaj pa pomembno pri tem, ko postavljate progo? Kakšna so pravila pa te stvari? Pravila so določena, določeno je maksimalna pa minimalna višina, ki mora biti za določeno tekmo postavljena, za veleslalom različen kot za slalom, za paralelni slalom različen kot za normalen slalom. Potem je določeno minimalno število vratc, minimalna in maksimalna razdalja med vratci. To je pa tudi vse, pa je pa vse odvisno od postavljalca proge, kako to izvede. Na podlagi česa pa izbirate terene? Tereni so pa izbrani že pred sezono, zbira se naredi koledar, kje bo tekma, kako, potem pa na samem terenu se pa zberejo tako, dokot so najboljši pogoji in vse ostalo. Teren, da odgovarja sami kvalifikaciji pa finalu potem naprej. Kako pa priješ do tega, da lahko postavljaš progo? Ja, to je pa treba en časa biti tukaj ob snowboardingu, treba biti trener, treba je postavljati, treba je znati, treba je pa licence dobiti. Recimo v Sloveniji smo 4, ki smo imamo mednarodne licence, da lahko postavljamo na svetovnem pokalu, na World Pro Touru. Licence smo šli v Francijo na seminar in tam smo dobili licence, da to lahko upravljamo. In pri nas tudi za to postavljamo. Kako ste se pa začeli ukvarjati s snowboardom? Ja, zanimalo me je, dobro se mi zdelo, to je bilo zdaj že 9-10 let nazaj. Da ne boste mislili, da je snowboard zdajle modna muha zadnjih parih let, ne? Ne, to ni, mi smo začeli že leta 85, najprej smo bili Vega Team, potem je bil ultrašport, zdaj Vest, menja se, delamo, gre zadeva naprej, razvija se snowboard. Kako zveza deluje, koliko časa, kdaj ste ustanovili in take stvari? Torej Slovenija Snowboarding je bil ustanovljen v letu 92 in to se pravi, to je naša druga resna tekmovalna sezona. Trenutno smo še člani Smučarske zveze Slovenije, torej verjetno bomo šli kmalu v svoja pota in se osamosvojili. Deluje trenutno 13 klubov po celi Sloveniji. Imamo tudi 2 tekmovalne oziroma 3 tekmovalne ekipe, ki sedaj nastopajo v letošnjem Ballantynes Snowboard Grand Prixu. Nekje je licenciranih tekmovalcev okoli 140, ki se tudi udeležujejo vseh teh tekem. Ker je šport v neprestanem vzponu, upamo, da bo drugo leto teh
tekmovalcev še bistveno več in da bo pač to potekalo tako normalno naprej. Eni trdijo, da gre pri snowboardu samo za modno muho. Ne? Tukaj se sigurno mi to ne bova strinjala z njimi. Ne, to sigurno, ker je trend po svetu tak, da to ni modna muha, ampak da je to trenutno najhitreje rastoči šport v zimskih športih, kjer je mladina od nekje 10. do 15. leta več kot 70% usmerjena že v snowboarding, ne več v smučanje, in da v letu 2002, če bi naraščal ta trend, bi se pričakovalo, da se snowboardi izenačijo s smučarji, kar verjetno sicer ne bo. Ne, procentualno pa je to tako, ne, da bo verjetno kar nekaj 10 milijonov snowboarderjev po svetu v letu 2000. No, to je velika številka. Kakšni so pa cilji vaš snowboard zveze za naprej? Torej, cilji so, kot mislim, da vsi ostali športi, želimo postati eden vodilnih športov zimskih v Sloveniji, sicer ne obrob smučariji, ker je to tako popularen šport in toliko ljudi smuča, da to tudi nima smisla, ampak da najdemo svoje mesto pod tem zimskim soncem na smučarskih terenih in da ta šport pravilno propagiramo in med mladimi in jih tudi pravilno usmerjamo. Ste mnenja, da bomo videli snowboarding kmalu tudi na olimpijadi? Torej, to je velik problem. Na olimpijadi mislim, da še ne, ker tukaj je pa velik spor med FIS, smučarsko zvezo, in pa med ISF-om, to je International Snowboard Federation, ker FIS je po tolikih letih ugotovil, da so tukaj veliki denarji že noter obračajo in sedaj bi oni imeli radi ta šport pod svojim okriljem, ker izgubljajo sponzorje celo v svetovnem pokalu, kaj šele v akrobatskem smučanju, ne zaradi bordanja, ker ni interesa. Za akrobatsko smučanje je interes zelo majhen, tako kot ostali teki in vsi ostali imajo probleme s sponzorji. Sponzorji pa želijo vlagati v snowboarding, ker je zelo atraktiven šport, ker je veliko mladih, ker je drug način življenja, obnašanja, oblačenja in vsega ostalega. Tukaj se že obračajo 100 milijoni dolarjev v tej industriji in FIS si najde zdaj velike apetite, ker bi rad preusmeril ta denar v svoje vode. Prav gre bolj za finančne probleme. Tukaj gre čist za finančne učinke. Še to me zanima, kako ste prišli do sodelovanja z Ballantinom? Torej, mi smo jim že lansko jesen novembra ponudili to sodelovanje, kajti iskali smo enega močnega sponzorja, da bi lahko te tekmovanja tudi v takem nivoju izpeljali. In oni so sponzorji tudi v svetovnem World Pro Touru, in ker je lokalno Ballantine zelo močna blagovna znamka, so najdli svoj lastni interes skozi naš Grand Prix tudi uveljaviti to blagovno znamko, tako da je bilo potem po nekaj mesečnih razgovorih prišlo do tega sodelovanja. Kako pa zdaj? Nekateri se zelo trudijo, da bi snowboarderje pregnali smuči, žičanci in te problem. Kako gledate na to? Pa kaj mislite o tem? Torej, takole je, ta informacija je zelo napihnjena, predvsem strani novinarjev, žal moram tako reči, ne vseh, ampak samo nekaterih, ki zelo malo poznajo resna dejstva, kajti najbolj pozitivno presenetljivo je to, da žičničarji sami želijo imeti snowboarderje na svojih terenih in da so ustanovili celo komisijo, ki jo predlagala spremembo zakona, ki je zelo nedorečen in je bil spisan leta 1976 in takrat so rekli, da se dovolijo na urejenih smučiščih samo smučanje kot definicija, ker takrat še noben ni vedel, da bordanje bo sploh obstajalo, in če bi bilo takrat bordanje obstajalo, bi verjetno to napisalo tudi v zakon, da je dovoljeno tudi bordanje, ker pa je zakon kot zakon, ga je treba sedaj spremeniti. In mi smo zelo veseli, da so tudi žičničarji sami dali pobudo za spremembo tega zakona, ker sami vejo, da je trend v snowboardanje in da enostavno tega ne more prepovedati, ker to je samo ena oblika športa, ki se odvija na istih terenih, ki jih uporabljajo smučarji. Pač deliti moramo te terene, ni pa sigurno ne konkurenca smučanju. Sprav pregnalnost ne bojo, ne? Ja, jaz mislim, da sigurno ne. Nisem več sama. Z mano so najboljši borderji pri nas, pa bi prosila, da se kar sami predstavijo. Živijo, jaz sem Jure Sotler. Polona Zupan. Živijo, Dejan Košir. Živijo, Matej Veres. Živijo, Matevž Barbo. Za začetek bi pogledali, kako smo mi poskusili spraviti Aleša na bord, vi bi pa kasneje malo pokomentirali, vala? Pa bi pa tebe prosili, če bi nam posodil pancerje pa bord, da se bomo še Alešu malo smejali. A lahko? Ja, ni problem.
ni imel malo problemov, ne? Matej, zvani Johan, tako te bolj poznajo vsi, kot te tudi kličemo. Ti si učitelj inštruktor. Kako je šolo pa s temi zadevami pri nas? Ja, šola pri nas se tako sunkovito razvija, kot se razvija tudi snowboarderija pri nas. Je pa neki. Snowboarding je nasploh popularen zaradi tega, ker se s pomočjo učitelja zelo hitro naučiš. Se pravi, od začetnika. Sam se zelo matraš. Se pravi, od začetnika naprej pa do tiste vožnje, ki lahko obvladaš vsak teren, je zelo hiter korak. Sicer počas, ne? Drugače pa do enega tacga stila tekmovalnega, tako freestyle kot alpin, je pa potreben trening. Zdaj sem slišala, da ste imeli tudi vaditeljski tečaj za snowboard, kaj ne rečemo, učitelji inštruktorji. Kako je bilo pa s tem? Ne, zdaj smo imeli tečaj za vaditelje. Za vaditelje, se pravi, mi smo izobraževalna komisija, to nas je 5 fantov, vodi nas Hine Kranc. No, zdaj že drugo leto, kar je prišla nova generacija ven vaditeljev, tako da jih je cirka 45 jih je zdaj v Sloveniji. Kje pa je kakšna šola za snowboardanje zdaj? Šola za snowboardanje je, seveda je, samo po različnih, se pravi, smučiščih, ne. Nekje bolj uspešno, nekje manj uspešno, ne. Zelo veliko je tudi recimo zanimanja med smučarji, med samimi vaditelji, ki bi se radi sploh izobražali v tej smeri, ker vidijo, kakšno je povpraševanje, ne. No, kako je Aleš prišel do svojega zaključka oziroma do instant variante naučiti bordanja, pa si poglejmo. Kako se naučiš bordati? Kako se naučiš? Kupaš si en dosti dober bord, pa se vas sam prpneš in greš. In če je dober bord, greš samo od sebe. Ta nitro dober bord? Pa zakaj jaz ne morem pol bordati? Ja, ne vem. Probi, ti se sam spust, pa bo samo od sebe. Poster mu je boljši, hitreje se da naučiti, ne? Poster mu je hitreje, boljše. Sigurno, ker večja brzina in po ravnem gre zelo težko. Res, če imaš samo zelo dobro namazano dilo, pa gre lahko tudi gor, ne v klanc. Po ravnem pa... Daj mi eno instant varianto mi povej, no, kako bi jaz recimo zdajle recimo kakšni bordarci, ki že zna bordati, recimo, ki tekmuje, kako bi jaz se toliko naučil, recimo, da bi mislil, ne, da bi recimo šla lahko skupaj na sidežnico in se odpeljala dol. Je zelo lepo je treba pogledati. Pa magari kar vprašati, pa ti ona lepo razloži vse, ne? Pa me mojo naučiti. Zakaj se ženske ukvarjajo s tako čudnim športom, kot je bordanje? To sploh ni čuden šport, ja, kot prvo. Ne vem, fajn je. Ne, meni se zdi ful čuden. Res? Ja, sam so hitro pogledaš bordarko. A pogledaš prej, kot za smučarko, za bordarko. Bolj fine dile imamo. Vidiš pol, zakaj se ženske s tem ukvarjamo. Zato? Aha. Da se za nami gleda. No, tako, kot je rekla Teja, ponovno tako čist ni, ne? Da punce bordamo samo zato, da fantje gledajo za nami. Ne, bordamo punce zato, ker je to čist drug način življenja. Ti se s tem že zdaj resno ukvarjaš. Kako to izgleda? Ja, to je podobno kot pri smučanju. Porabiš veliko treninga, tako psihičnega kot fizičnega. Predpriprave suhe, potem pa čim prej na sneg pa treniraš. Koliko pa imate treningov, določen, si naredite programe? Ja,
kakšni si naredimo programe, kakšni pa samo to, da so na snegu. Zdaj imamo tlele Dejana in Mateja. Jaz bi temu rekla večna tekmeca, ne, ker si skozi neprestano drugega spodrivata. Ampak mislim, da se drugače kar zastopta, ne? Seveda. Oba hodita tudi na tekme ven, izven naše ljube države. Ali nam poveste, kako izgleda to tam? Ja, zunaj izgleda to zelo resno proti našim tekmam, čeprav se mi tudi trudimo vedno, da bo tudi pri nas zelo resno. Konkurenca je zunaj zelo velika, fantje trenirajo in zelo težko se je prebiti naprej, tako da zelo se trudimo, da bomo pač nekega dne tudi snowboarderji iz Slovenije stali na prvih stopničkah v tujih deželah, to se pravi na svetovnem pokalu. Kam pa sodimo zdaj recimo po kakovosti bordanja v primerjavi z, ne vem, recimo z Evropo? Ja, enako kot ostali fantje treniramo tudi mi, samo razlika je v tem, da pač na naših tekmah ni te konkurence in se ne moremo standardno primerjati, oni pa v teh timih, ki pač so, ki obstajajo, to se pravi tovarniški timi ali kakršnikoli drugi, se primerjajo vsak dan in so tudi na tekmah drugače sproščeni, pripravljeni in rezultat je potem jasen. Kako je pa s tekmami freestylerjev pri nas? Bi nam kar en povedal. Jurij ali pa Matevž, prosim. Pri nas tekme se bolj slabo, bolj malo tekem, sploh jih ni. Zdaj je bilo prvo, šele letos je bilo prvo, lanski let je bilo prvo svetovno prvenstvo v freestyle halfpipe. To je tak snežni kanal, narejen iz snega, ki se furaš noter. Se voziš noter in delaš trike, valjda. In potem ti pa ocenjujejo. Tega pri nas še ni? Ne, tega, je na Rogli bil, samo da nimamo te pravih, premalo nas je, pa premalo sponzorjev, pa vsega je premalo. Ja, plopati. Ja, finance so najbrž velik problem, Borane, ki vsekakor ni poceni zadeva. Kako rešujete te težave? Ja, to rešujemo jasno z sponzorji, ne. Zdaj, kaj jaz vem, sponzorji so vedno bolj za to šport, vedno več jih je. Jaz bi se kar zahvalil Intergami, mi zelo pomagajo. Drugače pa, kaj jaz vem, iz leta v leto bo več sponzorjev v tem, ne. Prav so pripravljeni. Kaj pa ti? Tudi jaz od samega začetka sem pač sam začel vlagati, tako kot je tudi Johan sam vlagal. Zmeram boljši rezultati so, zmeram je tudi večje zanimanje sponzorjev. Tako sem tudi jaz v letošnji sezoni in že lansko leto dobil eno pomoč od Kazina, Hit Casino Nova Gorica, pa od proizvajalcev opreme, torej za tisto desko, ki voziš, če se pač dobro zmeniš, podpišeš pogodbo, tudi finančno pomagajo. Kaj pa Polona? Kdo teb ali je to bolj? Ja, jaz sem, kot vsi ostali, sem tudi jaz začela s lastnimi sredstvi, potem sem si letos nekako pomagala z opremo, tako da opremo imam sponzorirano, ostalo pa večinoma še sama. No, vse, kar mora navaden človek vedeti o snowboard opremo, oziroma še več kot to, smo izvedeli v trgovini Fun Sports. Smo v trgovini Fun Sports na Dunajski 217, to je pri Ruskem carju, da boste lažje našli. Tukaj z nami je Sandi Gabrovšek, ki nam bo zdaj povedal, kaj vse imajo v njihovi trgovini. Ja, naša trgovina je specializirana predvsem za snowboarding. Imamo vso opremo od bordov, vizij, pancerjev in specializiranih oblačil in pa za mountain bike. No, danes nas bo bolj zanimal snowboard, vse o njem, a bi nam lahko kar povedal, recimo, mi smo Aleša postavili na board in če bi se on zdaj resno odločil, da bi začel bordati, kaj bi mu predlagal, kakšno opremo naj si kupi? Ja, najprej bi bilo najbolj, že začne z all-round desko, to so bolj začetniške deske,
s katerimi se da pa dobro voziti kakšno sezono ali pa tudi dve. Recimo lahko pogledamo, to je recimo taka deska, je simetrične oblike, za razliko od asimetričnih, je malo mehkejša, lažje vodljiva, malo širša in na njej lahko uporabljamo trde vezi, to je to, kjer se upnejo lahko normalni pancerji ali pa tudi smučarski pancerji ali pa mehke vezi, kjer potrebujemo posebne čevlje za snowboard. Ima se tudi opremo za tekmovalce? Ja, potem za že boljše borderji se odločijo večinoma za asimetrično desko. To je značilne oblike, zadaj odrezana in spredaj ima bolj postrani nos. Te deske so trše, omogočajo boljšo vodljivost pri večjih hitrostih, ožje in imajo ponavadi bolj večji kot postavitve vezi. To pomeni, da stojimo bolj proti špici. Normalno so hitrejše in pa tudi daljše od all-round desk. So pa težje za začetnika, ker so pretrde. Tole bi bilo za posod okrog, za tekmovati bi bilo pa kaj? Ja, to je tekmovalna deska, pa recimo v bistvu je to zelo podobna taki športni asimetrični, s tem, da je še trša in še ožja. To bi bila pa značilnost tekmovalnih, s tem, da ločimo pri tekmovalni deski slalom desko, ki je krajša, nekje okoli 150 do 155 cm, veleslalom desko, ki je okoli 160 cm in pa super G desko, ki je pa nekje okoli 170 cm. Kako se pa recimo za all-around določi višina deske? Dolžina deske se določi glede na težo borderja. Se pravi, lažji border, krajšo desko potrebuje, težje, daljšo potrebuje. Pol lahko pogledamo še freestyle board, Ja, omenila sva ga. Ja, ki je tudi zelo značilne oblike. Te bordi so namenjeni predvsem traktivnim skokom, obratom, bolj v bistvu taki vožnji, kot jo rolkarji uporabljajo. Njegova značilnost je, da je zelo mehek in zelo zavit spredaj in zadaj in je dejansko simetričen, tako da lahko vozimo naprej, nazaj. Čevlji so tudi uporabljajo se pa mehke vezi in mehki čevlji, ker na teh bordih so pancerji pretrdi za... To je to, ne, verjetno. No, to je recimo mehek čevelj, gleda kot en malo bolj gvojzer, čeprav je pa malo drugačen gvojzer, ima notranji čevelj tako kot pancer, in tudi cena je v bistvu taka skoraj kot pri pancerjih. Zakaj se pa večinoma odločajo pri nas? Kaj Ja, večino nekako bi rekel, da pri nas je nekako pol-pol. Polovica se jih odloča za freestyle deske, polovica pa za alpinske. Nekako se mlajši odločajo bolj za freestyle deske, sploh pa rolkarji, starejši pa za alpinske deske. Kot jih vidimo na smučišču, so tudi čisto drugače oblečeni, tako da že ne moreš zgrešiti, ne? Ja, freestylerja se hitro vidi, ima široke hlače, dolge jakne, kape, tako da so kar hitro se jih da videti, kdo je alpinsk, kdo je pa freestyler. Pancerje bi še pogledala. Ja, lahko pogledamo. So drugačni od navadnih smučarskih pancerjev, Na začetku se da voziti tudi z navadnim smučarskim pancerjem. Sam problem je, da je smučarski pancer pretrd in nima stranskega fleksa, kar ima ta specializiran borderski pancer, čeprav na prvi pogled izgleda podoben. Se pravi, to ima stranski fleks, ki ga lahko tudi uravnavamo pri boljših pancerjih. Se pravi, pri bordanju noge bolj nagibamo stran in pa pancer je precej mehkejši od smučarskega. Borderji smo ali pa so tudi veliko z rokami po tleh, zato je najbrž važno tudi kakšne rokavice imamo. Ja, to lahko so začetniki videli pri smučarskih rokavicah, ki so se jim hitro strgale, zato so posebne borderske rokavice, ki so močno ojačane na tem območju, kjer drsamo v bistvu po snegu, z gumo in z posebnim kevlarskim platnom. Njih je dejansko skoraj nemogoče strgati. Nekatere rokavice imajo tudi vložke plastične za pojačitev, se je težko vidno, ampak za pojačitev zapestja,
ker poškodbe zapestja so zelo pogoste pri bordanju. Ne. Tako da skoraj vsak resnejši border mora imeti borderske rokavice. Ja. Kako je pa z ostalo, z obleko? Ja, obleka je ponavadi pri bordanju bolj široka, ohlapna, ker se več gibamo kot pri smučanju in zato ozke smučarske hlače niso najbolj primerne. Poleg tega pa mora imeti pojačana kolena in pa zadaj, zato ker na bordu dosti sedimo na snegu in se hitro lahko prehladimo v občutljive dele telesa. Če vas karkoli zanima, lahko pokličete in vprašate kjerkoli tukaj, ki vam bojo vsi radi odgovorili. Dejan, kjere discipline poznamo v Alpinu? V Alpinu je uradno 6 disciplin, vozimo pa večinoma paralelni slalom in pa veleslalom na 2 teka, tako kot pri smučarjih. Včasih pa, če to dovoljujejo pogoji, pa je tudi Super G. Aha. Halo? Mislim, da so si eni že prvošali slane šale. Matej, kako je z zaščito na tekmovanjih? Ja, zdaj moraš biti tudi pravilno zaščiten, jasno. Za hitrosti imamo čelado, to je veleslalom. Ali Super G, imamo čelado, ne? Čez glavo, ko mu sekaš. Slalom, tam se bolj tepeš z vratci. Imamo. Sam mečkan, bomo dali telefonček noter. Prosim. Koliko stane tak bord? Tak bord kakšen? Za normalno bordanje? Vsi. No, bomo vprašali. Ja, odvisen, kakšne znamke, drugače pa od 500 do 1000 mag. Ni poceni zadeva, smo povedali. Matej, prosim, kar naprej. No, potem pri slalomu imamo zaščiteno sprednjo roko, se pravi, če si... Ja, zaradi kolov, jasno. Če si regular, imaš levo, če si goofy desno, se pravi, katero roko imaš od spredi. Potem sprednjo koleno, to so taki posebni ščitniki, s katerimi se zadevaš v vratca. In pa čelada, zadnja glava. Malo drugačna, ne? Ja, malo drugačna, da ne dobiš čez obraz, ne? Bom slišali sem malo. Včeraj, prosim. Spet se eni hice. Kako izgleda paralelni slalom na snegu? Bi kar prosila, če pogledamo, smo bili na Krvavcu. Smo na Krvavcu, kjer je Snowboard klub danes organiziral tole tekmo, drži? Snowboard klub Kranj, da popravim. Ti si Dani? Ja. A nam lahko več poveš, kako da ste se odločili organizirati tole pa tako naprej? Ja, seveda, tole smo se odločili organizirati čisto zaradi tega, da naredimo eno najboljšo tekmo v sezoni, zaradi tega,
ker smo organizirali že 2 leti nazaj, čeprav ti se bilo zelo na hiter in nam je tekma precej dobro ratala. Letos smo se odločili malo bolj to zastaviti, čeprav bo rekel, nas je malo zvil s časom. Sam jaz mislim, kakor se tekmo odvija, čeprav z manjšimi zapleti, jaz mislim, da je tekma zelo dobro laufa, je ogromno ljudi, kar nekaj ljudi je zanimanja. Jaz mislim, da so zadovoljni klele šank laufa, pijača, hrana je free of charge za vse tekmovalce in pa povabljene. Tako da jaz mislim, da smo kar naredili odskočno desko za drug let, ker drug let pa mislimo narediti čist špico. Sploh je slišati veliko v vašem klubu, da ste zelo na prijateljski bazi in da si pomagate in tako naprej, bolj kot Ljubljančani, ne? Ja, moram reči, da smo mi ostali na tej bazi, ker bom rekel, 3 leta nazaj, ko so štartali te tekmovanja v Sloveniji, smo v bistvu cela Slovenija na prijateljski bazi. Dočim naslednje let oziroma lansko let se je pa že začel, en drugega začel malo bolj po stran gledati. V glavnem ni bilo več tako, kot bi mogli biti in meni ni bilo več všeč. Tako da mi skušamo to popraviti in lik s takelem tekmom, jaz mislim, da to dosegamo. Ker recimo zberemo kako veliko ljudi, vse povabimo, tudi ogromno povabljenih, ki ne tekmujejo zvečer, ja, ogromno telih pa nagrad damo z tekmovalci in zvečer organiziramo še parti, tako da malo bolj zbližamo spet tole sfero slovensko. A v vaš klub lahko pride tudi kdor hoče, verjetno? Točno tako, tisti, kdor hoče, lahko pride, ker bom rekel, imamo tudi nekaj fantov iz Medvod, imamo nekaj fantov iz Ljubljane in to so tisti fanti, ki jim je všeč, pa da je vse skupaj malo bolj med prijatelji, ne da je strogo ločeno tekmovalno. V trgovini Fan Sports so prispevali nagrado za naše nagradno vprašanje, ki pa ga bo postavil kar eden izmed borderjev. Ja, torej, tudi v snowboardanju imamo različne starostne skupine, zato so tudi pri snowboarderjih letos organizirali prvič mladinsko svetovno prvenstvo, nas pa seveda zanima, kje je to bilo. Vprašanje ste slišali, nagrada je lepa, to so tale Scottova očala. Pa da slišimo odgovore, kje je bilo svetovno mladinsko prvenstvo v bordanju? Aha. Čer? Halo? Halo? Čer, televizija Medvode, prosim. Halo, a se slišva? Zgleda, da se ne slišimo. Vize še niso čist najboljši. Vmes bi vprašala, kako ste borderji povezani med sabo? A se organizirate skupaj ali je to čist individualna zadeva, treningi pa tako? Lahko Polona. Ja, organizirani smo najprej predvsem po klubih, takrat so organizirani tudi timi. Po timih po glavno hodimo ven tekmovati v tujino. No, zgleda, da imamo telefonček. Halo? Živijo, Andrej tlele. Živijo. To je bilo na Rogli, ne? No? Bravo. Odgovor je pravilen, pravijo. Po nagrado boš pa prišel, poglej si dobro tale lepa očala in tako, kot prav Teja, ne, da fantje radi gledajo za borderkam, bo mogoče zdaj tudi punce za tabo, če boš z njimi bordal, ne? A boš prišel lahko, vse veš, kje smo? Ja, pridem. Prideš po očala? Ok, se vidimo. Hvala, Dio. Tako, jaz mislim, da tole je bilo zelo hitro, se pravi, da ni bilo tako težko vprašanje. Zgleda. Jaz bi se vsem najlepše zahvalila za sodelovanje. Mislim, da smo kaj koristnega pa novega povedali. Pa sem zaželela čim več uspehov še naprej. Hvala lepa. Lepo se majte. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely. Living on my own.